Imamo ga! Roke za hrbet! Tukaj je! Kdo ste vi? Kdo smo mi? Mi smo slovarnostniki. Varuhi slovarja slovenskega jezika. Tako je. Kaj sem storil? Zakaj? Kaj sem storil? Napačna raba mestnika v besedi tedna. Nemogoče! Pokaži mu videoposnetek. Nemogoče pravi. In potem se lahko seveda pojavljajo tudi kakšne napetosti in tudi zmeda pri otrokih, ki so seveda... Kaj? Pri otrokih? Ne moram verjeti, da se mi ta lapsus zgodi ravno pri otrocih. Pozdravljeni, dragi ostali in drage ljubiteljice pravopisa. Dobrodošli znova v besedi tedna. Dolgujem vam opravičilo. Ko smo se zadnjič videli in slišali, sem napačno sklanjal besedo otroci, za kar se iskreno opravičujem. Nič ni posebej narobe, če se napačen sklon prikrade sleherniku v vsakdanjem govoru. Nikakor pa si tega ne bi smel dopustiti nekdo, ki govori na javni televiziji in še več nekdo, ki se v svojih javnih nastopih ukvarja z jezikom. Še enkrat se ponižno opravičujem. Naj bo to moje opravičilo hkrati tudi iztočnica za novo besedo tedna. Človek mora vedeti, kdaj se je treba opravičiti. Marsikomu pa besede opravičila ne gredo tako zlahka z jezika. Hrvaški pesnik in tudi glasbenik Džiboni to zadevno v enem svojih verzov pravi: morda je tako, da je lažje umret, kot pa ljudem reč oprosti. In tako marsikateri grešnik nikoli ne doživi osvobojajočega občutka, ki ga opravičilo prinese tistemu, ki ga izgovori, če je bilo izrečeno iskreno. Opravičilo je eno izmed temeljnih komunikacijskih orodij, s katerim lahko znova vzpostavimo zaupanje med ljudmi. Opravičilo popravi skrhane odnose in zato bi mu lahko rekli tudi popravičilo. Obstaja pa tudi zloraba dajanja opravičila. Nekateri ljudje denimo storijo neko napako in se skoraj da v isti sapi opravičijo, nato pa že v naslednjem koraku prekršek ponovijo in se spet opravičijo in se tako kar naprej opravičujejo, a nikoli ni čutiti, da bi jim bilo zares kaj žal. V teh primerih rečemo, da nas dotični dežurni opravičevalec naravnost šopa z opravičili, zato tovrstnemu opravičilu slabšalno rečemo šopravičilo. Da bi vedeli, kdaj je iskreno opravičilo na mestu in da svoje napake ne bi več ponovili, je potrebno gojiti prav posebno čuječnost v nas. To je opravičuječnost, naša nova beseda tedna. Čuječnost, ki se osredotoča predvsem na prepoznavanje naših lastnih napak. Napačno sklanjanje v zadnji oddaji je obudilo mojo lastno opravičuječnost, ki je bila naša tokratna beseda tedna.